Spoštovani, dobrodošli v oddaji Aktualni dogodki. Danes se osredotočamo na odmevno odločitev papeža Frančiška, ki spodbuja inkulturacijo vere, decentralizacijo in razpravo o vlogi žensk v cerkvi, avtonomijo škofovskih konferenc ter prihodnost duhovništva. Kot gost se nam bo pridružil celjski škof, izredni profesor Maksimilijan Matjaž, ki je sodeloval na sinodi. Z nami bo delil svoj pogled na sklepni dokument, pot sinodalnega razločevanja in pomen tega trenutka za prihodnost cerkve. Gospod profesor, dobrodošli pri nami. Dober dan, dober večer. Hvala za povabilo. Kaj vas je na sinodi najbolj nagovorilo? Res lahko rečem, da je to bilo za mene seveda edinstvena in nepozabna izkušnja. Zdaj v letu 2024 smo bili že drugič zbrani, se pravi kar za dober mesec, skupaj predstavniki škofje in predstavniki Božjega ljudstva iz vsega sveta na takšnem mesečnem zasedanju, in to je pravzaprav res nekaj edinstvenega. Edinstveno je to izkušnja različnosti, pa hkrati enotnosti te vesoljne cerkve. Sinoda o sinodalnosti je bila tudi v več ozirih nekaj posebnega. To so pač rekli tudi tisti, ki so že bili delegati na več sinodah do sedaj. Posebno pa ravno v tem, da je hotela res vzpostaviti ali pa biti del enega procesa, ki se je dogajal že kar dolgo časa, ki se je začel leta 2021, in ta proces je želel zajeti en tak živi utrip cerkve. In dogajalo se je na različnih ravneh in mi smo bili pravzaprav tam predstavniki vseh teh različnih cerkva vseh kontinentov. Tudi na zunaj se je na nek način to odražalo tako, da smo bili tam razporejeni ali pa sedeli v takih delovnih skupinah, ne več na nek amfiteatralni način, ampak na način teh tako imenih okroglih miz. 36 je bilo teh miz, razdeljenih po principu jezika, jezikovne pripadnosti, se pravi 6 jezikovnih skupin, in sestavljeni tako zelo različno, se pravi večina je bilo tam, 12 nas je bilo za mizo, večina škofov, kardinalov, pa tudi kakšen redovnik, redovnica, laik, ekspert za kakšno področje, pa tako potem ekspert za komunikacijo, ki smo mu rekli, da je naš animator. No, in v resnici je bil tempo tega dela ali pa delovanja poteka sinode zelo intenziven. 4 tedne. 4 tedne smo se potem zvrstili v 2 različnih skupinah, tako da smo na ta način imeli čas in priložnost se seveda srečati z vesoljno cerkvijo. In to je pravzaprav tisto, kar te prepriča neko postopoma, ko smo res zavestno želeli ustvarjati prostore poslušanja in tišine in delovanja Svetega Duha, da se tako vidi, kako počasi neko mnenje se kvasi, se prečiščuje in potem se pride tudi lahko do nekih novih rezultatov, ki včasih tudi kar presenečajo. Kako vi kot udeleženec sinode ocenjujete papeževo odločitev, da sklepni dokument neposredno izroči Božjemu ljudstvu brez dodatne apostolske spodbude? Ali to po vašem mnenju odpira nova poglavja zaupanja v sinodalnost in vlogo Svetega Duha? Ja, morda res to je tako povezano s tem principom, da želi biti sinoda res en življenjski proces, se pravi proces rasti, kjer ima to res vodilno vlogo Sveti Duh, ki ga ne moremo kar tako preprosto zamejiti, ne. In smo ves čas, mislim, da je ta papeževa odločitev je nas tam vse presenetila pravzaprav še zadnji teden, še v zadnjem tednu smo se spraševali, kdo je pravzaprav naslovnik tega našega dokumenta, kdo bo naslovnik tega našega dokumenta, komu je namenjeno. Namenjeno
je seveda Božjemu ljudstvu, cerkvi, ampak dejansko pa so imeli sinode pač ta namen, da pripravijo papežu nek pogled, strnejo mu nek auditorij, neko vizijo, nek odtis trenutka v cerkvi, ne. In zato se je vedno znova tako bilo med razpetostjo, med tem, ali nagovarjamo res zdaj direktno ljudi ali pa izražamo tudi svoje želje, bi rekel, cerkvenemu učiteljstvu, kako bi želeli, da bi se stvari recimo razvijale. Papež je potem na koncu sam rekel, da je bil tudi on del tega procesa in da se tudi on šteje kot 364. Član te sinodalnega občestva, ki je glasoval skupaj z nami. Smo pravzaprav za vsak člen, vsak od 152 členov smo glasovali in je na koncu v imenu vseh pač potrdil, to je zdaj naš dokument, izročamo ga Božjemu ljudstvu v branje, v premislek, in tudi ta dokument se mi zdi, morda bo kakšna definicija v tem dokumentu prišla še naknadno, ampak da je tudi ta dokument še del nekega procesa, ki se ni še ustavil, ne. Ena zelo modrih odločitev, morda tako iz zdajšnjega vidika gledanja, da je bila malo kasna ali pa kakorkoli, je bila ta papeževa odločitev lansko leto, da izvzame 10 oziroma 11 nekih ključnih vprašanj, ki zadevajo bolj disciplino in nauk iz vprašanja razprav na sinodi, da bi se lahko sinoda potem res koncentrirala na tisto temeljno vprašanje, ki je, kako živeti cerkev bolj občestveno, kako vključiti to najširše, bi rekel, karizme in ljudi, jih opolnomočiti, da bi se zavedali te resnice, ki jo apostol Pavel govori o cerkvi, da smo udje, da smo soudeleženci enega telesa, da bi tako vsi skupaj kot občestvo bili lahko bolj učinkovito v službi misijonskega poslanstva cerkve danes, ne. To je ključni element. Je bilo pa seveda potem v začetnem procesu nastajanja sinode nevključenih veliko vprašanj, ker je bilo tako splošno povpraševanje, kaj mi mislimo, in kako to vidimo, ne. In takrat so se nabrale pravzaprav vse neke problematike, ki nekje v cerkvi so, različnih kontinentov, in je bilo tega morda v prvem delu sinode veliko preveč, da bi lahko res mi bili kompetentni tudi, da bi lahko do kakšnih zaključkov takih prišli. Zdaj smo se bolj skoncentrirali na ta ključna vprašanja, zato so tudi, se mi zdi, rezultat tega drugega dela boljši ali pa bolj dozorel. Nam lahko na kratko predstavite zaključni dokument? Ja, zaključni dokument ima zdaj teh 5 sklopov, 5 temeljnih sklopov, ki pravzaprav govorijo, res vsi govorijo o načinu, ne, o načinu, kako živeti cerkev. Recimo, morda z razliko tega prvega. Prvi sklop govori o temeljih, a ne. O temeljih, temeljni sinodalnosti, in tam so pravzaprav povzeto cerkveno učiteljstvo in pa dokumenti, tradicija o tem, kako vidimo cerkev kot občestvo, kaj je temelj občestva, kaj je temelj sakrament, oziroma kaj so ti temeljni sakramenti, vloga sakramentov. Se pravi, je na nek način srce sinodalnosti, če hočemo reči srce sinodalnosti, je dejansko ta temeljni princip Božjega učlovečenja in odrešenja. Bog je prišel, da prebiva med nami v telesu in po odrešenju, se pravi, da vstopa v človekovo realnost, tudi v človekovo smrt, tudi v človekov greh. To drugo področje je tako bolj področje
odnosov in tam mislim, tudi drugi del, ne, smo si tako govorili o različnih karizmah v cerkvi, v različnih službah v cerkvi, kako bi te službe, te karizme lahko delovale bolj občestveno na principu, vključujočem principu. Ne. Potem je en del močneje posvečen prav formaciji, se pravi tem ustanovam, strukturam, ki v cerkvi so, različnim strukturam, in to so recimo, tam pridejo v principu vloga škofov, škofovskih konferenc, različnih svetov. Tam je tudi princip recimo nekega vodenja, ne, kako bi te strukture lahko zaživele bolj v principu občestvenosti, transparentnosti. No, potem je eno poglavje zelo tako močno izpostavljeno, prav ta transparentnost, vrednotenje, dajanje obračuna. Recimo tudi v našem okolju, v slovenskem okolju je to vprašanje prišlo zelo do izraza, da seveda želimo, predstavljamo si res cerkev, tako odprto cerkev, transparentno cerkev. Se pravi, da so naši medsebojni odnosi transparentni, da so tudi te vloge različne transparentne, da se ne gremo neke dvojnosti, ne. In tam, da bi bila cerkev varen prostor, se danes reče transparenten prostor. In tam so se seveda pokazali, bi rekel, v različnih kulturah tudi različne težave, ne. In težave, na primer, takih prostorov, kot je recimo naš prostor, kjer je cerkev dolgo časa bila, bi rekel, ali pa vse v zadnjih tolikih letih, nekje v sistemu nekega totalitarnega nadzora, ne, se prikrade potem v tudi način delovanja neko skrivanje, neko prikritost. Ne moremo biti odprti ali pa nimamo neke izkušnje z nekimi zakoni, ki bi bili človeku naklonjeni, ampak so bolj postavljeni zato, da človeka nadzorujejo, in tako dalje. Težko se je potem odpirati, težko je vzgraditi recimo zaupanje. In zato je ta kultura sinodalnosti, je pravzaprav gre za princip kulture, ne. Se pravi za kulturo, za način delovanja, ki je vključujoč, ki je transparenten, in zato tudi potem, bi rekel, svobodni in tako dalje. No, in eno poglavje je potem zelo močno posvečeno tudi formaciji in na različnih nivojih. In tam, na primer, tam so vključeni, se pravi, ne samo formacija, bi rekel, zdaj cerkvenih ljudi, se pravi duhovnikov, tudi formacija božjega ljudstva in dejansko formacija, z eno besedo, formacija učenčevstva. En ključen princip učenčevstva, se pravi, je, da nekako da vsak prevzame to odgovornost vodenja. In je ta vidik vodenja, kjer smo tudi mi v Sloveniji videli eno precej močni pozitiven akcent, bil zelo dobro tudi sprejet, tudi v marsikaterih drugih okrajih. Se pravi, cerkev, ki mora zavzeti svojo pozitivno, odgovorno mesto v družbi. In kar pa pomeni, da se moramo za to vlogo, recimo učenčevstva, aktivnega učenčevstva, voditeljskega učenčevstva tudi pripraviti. In zato ima recimo dejansko eno posebno odgovornost tudi recimo vodstvo cerkve, ne. Sinoda je bila opisana kot proces poslušanja in razločevanja v duhu. Kako naj lokalne cerkve v Sloveniji nadaljujejo to skupno hojo in prenese sinodalni duh v svoja pastoralna in misijonska prizadevanja? Jaz smo v resnici eden takih, kakorkoli se zdi, morda malo tudi banalen rezultat, ampak vendarle ta princip poslušanja, tako rečemo, tako imenovani sinodalni princip poslušanja, se zdi, da postaja nekaj ključnega, pa tudi ključni izziv, česar se moramo pravzaprav učiti, ne. Ta
ta pogovor v krogih ali pa v duhu je na nek način institucionalizacija tega prisotnosti, tega tretjega v tem naših pogovorih, a ne, če hočemo. Da tudi v strukturi naših srečanj, naših svetov, naših gremijev, kjer se srečujemo, si pravzaprav zastavimo te tri stopnje, ki se mi zdi, da so tako zelo pomembne, ne? Da lahko najprej v ta krog, v to skupino izrazimo to svoje mnenje, ne? Potem ima vsak neki statement, se poslušamo in da je ta drugi krog, ki je ena stopnja naprej, da poskušamo odmevati, odgovoriti na to, kar nas je v mnenjih drugih se najbolj dotaknilo. Ker pravzaprav verjamemo, da nam Sveti Duh, ki je duh občestva, dejansko govori po drugem, po skupnosti, po odnosih. In moramo temu drugemu v resnici dati prostor, more se dotakniti tega srca. To se pa zgodi res takrat, ko človek pravzaprav iz nekih svojih predpostavk je zmožen izstopati in potem se odpirati za to tudi misel drugega. In v tem tretji krogu ali tretji stopnji, ko skupaj zbiramo pač rezultate tega našega pogovora, našega soočanja. In potem tu bi bila kot osnova, ne. Potem pa se nadaljuje proces, kjer pa se spet, ko smo nekako v enem duhu, v tem nekako dotaknjenju tega duha, pa dejansko potem spet v občestvu razločujemo, tako rečemo tudi v ignacijanski duhovnosti, pa lahko rečemo tudi kako drugače temu, ampak skupaj tehtamo po teh principih, ki jih vemo, po dejansko ta temeljni princip je pravzaprav vedno nekje nam pred očmi, a ne, to skupno dobro, to uresničevanje Božjega načrta, temeljnega Božjega načrta, ki je odrešenje vseh ljudi, ne, to, kar je izrečeno na koncu Matejevega evangelija, ne, ko pravi, pojdite in naredite vse narode za moje učence in jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To je vizija, aktivne Kristusove cerkve, ki ni postavljena v ta svet zato, da bi se ukvarjala s seboj in z svojimi problemi, ampak da bi odsevala to sporočilo evangelija, ta Božji odrešenski načrt, ki je dati, omogočiti vstop v to novo življenje vsem ljudem. Ali vidite konkretne priložnosti ali izzive za inkulturacijo vere v naše prostore? Seveda, nedvomno, ne. Prav iz tega, bi rekel, temeljnega hrepenenja, ne, ali pa hrepenenja vsakega človeka, pri nas pa še bolj, ne, vsak človek si želi živega in resničnega občestva. Iz občestva živimo, iz odnosa živimo. Danes je na naši fakulteti zelo poudarjeno in dobro slišano tako imenovana relacijski princip, ne. In to se meni zdi tudi kot biblicistu, sem prav vesel, ne, da odkrivamo ta relacijski princip kot pravzaprav tisti ključni, po katerem pravzaprav se tudi Bog razodeva, ker Bog se ni razodeval v nekem monističnem sistemu, ampak se nam je razodeval res v komunikaciji, v odnosu in v krščanstvu, potem v krščanstvu še bolj, ko je prišla polnost časov, pravi Sveto pismo, Bog pošlje svojega sina, ne, in se nam razodene po sinu, se pravi po občestvu, potem res, da smo v njem, z njim. In zdaj, če tudi izstopimo iz teologije, če tudi vidimo ta antropološki princip, človek se zaveda, da potrebuje občestvo. Občestvo je pa zbirka različnosti. Ta naš, bi rekel, kultura časa, ta trenutnega časa in kulture, ne, se zdi, da gre v smer tega individualizma pa enakosti, da se bojimo različnosti. Ampak različnost nas pravzaprav bogati, različnost nas privlači, nas združuje. Iz različnosti se postavlja harmonija, ko se lahko drug drugemu dopolnjujemo, ko prebijamo te principe individualizma,
vse splošnosti, kjer se počasi praznimo in izpraznimo. No, tako da si mislim, da cerkev prav z pomočjo tega sinodalne prenove se lahko uči novega pristopa, novega jezika, ki ga pravzaprav današnji človek po njem hrepeni. Mi imamo temu svetu dati nekaj, veliko upanje. Tako da se mi zdi, da je spet zelo tako preroško ta papeževa želja, recimo, vizija, da se leto sinodalno ali pa obdobje sinodalnosti, zdaj, ko vstopa v nekako čas aplikacije te sinodalnosti, spreminja ali pa prehaja v leto upanja, sveto leto, ker tam se bodo pravzaprav bomo govorili o teh skupnih temeljnih principih spet, kaj so razlogi našega upanja. Ampak sinoda je morda ima morda namen bolj najti način, modus, kako danes ubesediti in predstaviti to bogastvo, ki jo pravzaprav v tem jedru cerkev v sebi nosi. Zdaj pa za danes še zadnje vprašanje. Kaj bi želeli sporočiti našim gledalcem, študentom? No, jaz se zelo veselim, zelo veliko mi pomeni še vedno res to, da lahko imam še stik z študenti, da se lahko ukvarjam še z teologijo, da lahko z njimi skupaj razmišljam o teh temeljnih bibličnih principih, izvorih razodetja in človeka. In bi jim seveda želel to sporočiti, da je teologija danes res še vedno neka veda, ki je bogastvo za ta naš prostor, za naš čas, ker se ukvarja z temelji, z principi, po katerem pravzaprav vsak človek hrepeni, ampak pot do teh temeljev, aplikacija teh temeljev in soočenje teh temeljev z problemi našega časa, to je počasih težko in zato je potrebno si usvojiti neke nebesedno veščine, nek odnos, neko držo. In se mi zdi, da bi rekel tako, izkoristite ta čas tega poglabljanja, včasih tudi v vire, kljub temu, da to danes ni tako moderno, ampak tisto temeljno, kar ostaja, tisto, po čemer hrepenimo, do tistega pravzaprav prihajam res tudi na nek način z neko potjo, z nekim procesom, ki na videz ni tako simpatičen, ker pomeni pravzaprav izstopati iz nekega principa narave in sprejemati ta princip darovanja. To pa se zdi ni naravno, ampak je pa rodovitno. In to bi želel jih okrepiti, da so zelo na dobri poti in če se bomo s temi, bi rekel, elementi, miselnostjo okrepili, bomo današnjemu človeku lahko v veliko pomoč. Gospod profesor, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami in da ste z nami delili vaše misli o sinodi. Torej vidimo, da sinoda v Rimu je odprla pomembna vprašanja za globalno in lokalno cerkev. Od pomena sinodalnosti in decentralizacije do novih poti evangelizacije v današnjem svetu. Kot smo slišali danes, je njeno sporočilo predvsem povabilo k skupni hoji, k odpiranju src Svetemu Duhu in udejanjanju vere v vsakdanjem življenju. Hvala, da ste bili tudi vi z nami in se vidimo prihodnjič.